Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Klepetovi strokovnjaki so že velikokrat povedali, da najslabše, kar lahko naredite, sploh pa v januarju, v temu poprazničnemu času, ko želimo odpisati kakšne kilogramske grehe z praznikov, da si privoščimo zvečer veliko skledo solate. Solata zato ni primerna, ni pravi čas in veliko razlogov za to obstaja. Če želite izgubiti kakšen kilogram, če želite izgubiti napihnjenost, če želite urediti prebavo nazaj, jo postaviti v ravnovesje, potem posezite po juhici. In danes bo vas Ines pripravili, lepo pozdravljena, dobrodošla. Eno tako fajno, beljakovinsko, zelenjavno juhico. Kaj je primarna sestavina oziroma katere sestavine sploh bova uporabili? Izbrali sva skoraj vse ekološke sestavine, v Hofer sva šla po nakupih. Kaj sva torej izbrali? Torej, izbrali sva grah, brokoli, por, pa dodali bomo še malo indijskih oreščkov, da bo juha še bolj kremna. Odlično. Evo, lahko kar začneva. Obljubila si, da bo ta zadeva zelo preprosta, da ne bo trajala veliko časa in jaz si obetam od današnje priprave, da dodam še en recept tudi za svojo hči, ki moram reči, da kar obožuje juhice. Praviš, da bo kremna? Res je. Tale juha je res preprosta za pripravo in za še dodatno kremnost pa bojo preskrbeli indijski oreščki, ker se bojo tudi kuhali v bistvu v juhi in da jih tudi ne rabimo prej namakati, kar je še dodaten plus. Super, zato da je res učinkovito. Ker s tem namakanjem, mislim, jaz sem pridna s tem namakanjem, ampak je pa res, da to si moraš en dan prej že zmisliti, kva boš, ne? Ja, to pa res. Ja. Torej, delala boš na poru, ne na čebuli? Res je, delala bom na poru, tle sem narezala polovico pora, zdaj ga bom pa popražila na malo kokosovega olja. Uporabila bom kar eno čajno žličko kokosovega olja, ker zdravih maščob ni nikoli zadosti. Odlično. Torej, uporabljaš ekološko kokosovo olje oziroma maščobo. Tale stekleni kozarec smo dobili torej v Hoferju, Naturaktiv znamka. Kremna praviš, da bo taka za, ker jaz sem pri svojih hčerki ugotovila, da najbolj, da je kar v kozarec nalijem, pa potem ona to v skodelici ali pa v kozarcu spije. Bo taka konsistenca? Ja, bo seveda lahko kasneje nekdo ima rad malo bolj gosto, nekdo bolj redko, tako da si lahko tudi pol prilagajamo čisto po okusu. Jaz imam rada tako, da je malenkost bolj gosta, se mi zdi malo ljubše. Odlično. Za na žlico, to je tisto, kar je pomembno. Torej, danes smo izbrali grah. Grah bo ena izmed glavnih sestavin. Seveda bomo recept delili tudi z vami, tako da brez problema. Torej, dodali bova kar tale grah, ki je v bistvu zmrznjen, je ekološki. Zdaj, grah je v bistvu čista beljakovina skoraj, ne? Res je. Grah je super, jaz ga zelo rada uporabljam, tako kot si rekla, je že poln beljakovin, pa tudi dosti ima vlaknin in ja, bo tako, poleg tega bo poskrbel še tudi, da bo juha dodatno kremna, kar je še dodaten plus. Prav, brokoli in pa grah se mi zdi, da je taka krasna, čudovita kombinacija. Predvsem pa zvečer tudi za delovanje hormonov in vse ostalo rabimo beljakovine. Res je. Zato sem pa tudi dodala grah, ki je poln beljakovina, ne. Tako da, ja, ravno zaradi tega te dve sestavini. Prav tako se mi pa zdi, da ste tako še barvno zelo kompatibilni. Meči, Ja, usklajeni. Evo. Krasno. Evo, por na kokosovem olju se že praži. Torej, s tem bomo torej začeli današnji recept. A boš uporabila tudi česen? Ja, uporabila bom tudi en strok česna, naravni antibiotik, ki ga nikoli ni zadost. Pa še se mi zdi, da res naredi tak prijeten okus v juhci, tako da... Česen je nujen v temu času. Evo, vi, dragi gledalci in gledalke, pa tale trenutek že lahko vidite tale recept, torej brokolijeva, grahova juha z indijskimi oreščki. Kaj smo dali? Eno čajno žlico, kar nič nismo skoparili, kokosovega olja Naturaktiv,
polovico pora, 2 skodelici graha Naturactiv, pol brokolija, 3 jedilne žlice indijskih oreščkov Naturactiv, potem pa 700 ml jušne osnove, lahko je tudi sama voda. Res je, lahko je tudi sama voda, pa se potem dodajo kakšne začimbe, ki jih damo ponavadi v juho. Videli smo 1 čajna žlička česna v prahu, ti boš uporabila Svežega. Se pravi, to niso zadeve, ne, ker včasih jaz na začetku se mi zdi svoje kuharske kariere domače, sem se ustavila pri takih zadevi, ne, zdaj pa nijem česna v prahu, ne morem dati surovega, bom zasrala cel recept, tega ne morem narediti. Se ne rabo, ne, ustavljati. Ne, sploh ne. Tudi vsi moji recepti se res trudim, da so na tak način, da se dajo stvari kombinirati, spreminjati. Ne vem, recimo, če nimamo graha, lahko uporabimo sam brokoli, lahko dodamo korenček, lahko dodamo katerokoli zelenjavo v bistvu, ki je pač trenutno pri roki. No. Se mi zdi, da se res ne smemo omejevati s sestavinami. Zdaj, tega lahko naredimo več, pa imamo potem mogoče za par dni. Ja, seveda. Jaz dostikrat naredim večer prej, pa potem juhico pojem še naslednji dan za kosilo. Se mi zdi, da prihranimo časa, v tem norem tempu življenja je to kar super. Tako da ja. Evo, zdaj bom pa še narezala polovico brokolija in tudi tole steblo dam zraven, ker je da čist dober okus, pa še da ne zavržemo hrane. Da se čim več porabi. Točno to. Steblo je super. Jaz tudi včasih priznam, veš, kaj si kar naredim, v bistvu skuham zelenjavo, kakšen brokoli cvetačo in potem dam kar v blender z mlekom ali pa recimo s kokosovim mlekom, pa zraven žličko. Mislim, kar res rabim narediti nekaj v 10 minutah, in dam zmeraj steblo zraven, da se ne zavrže hrane, ker je grozno, če gledaš, koliko ljudi na tem svetu dejansko je lačnih, po drugi strani pa tudi hrane mečemo stran. Res je. Jaz se res trudim, da se čim manj hrane zavržem. Enako se mi zdi, da tudi moji recepti so dostikrat na ta način, da res jem kot prvo zelo sezonsko, kar je tudi najboljše tako za telo, pa še da se res vse, kar se da porabi. Več muh na en mah. Točno to. Jej! Evo, torej brokoli se praži, čudovito, česenček tudi na poru se danes porablja, dogaja vse to in por je res fajn zadeva, tudi če ste že samooskrbni ali pa če še niste, por zelo dolgo zdrži. Pa informacija za vse tiste, ki živite ob gozdu in se redno spopadate s srnami, tako kot jaz, por pustijo na miru. Vsej pri meni je tako, za enkrat ga pustijo na miru, no. Medtem ka fižol pa definitivno ne. Ja, to pa res. Tudi mi imamo doma vrt in je por ena taka zelo fina zelenjava, tako, kot si rekla, pa fižol pa nikoli ne pustijo pri miru. Ne, skoda s fižolom sem že kar obupala, lej, ne bo šlo. Evo, to boš zdaj zalila z jušno osnovo? Res je, to bom zdaj zalila z jušno osnovo, noter sem dala že brokoli, grah, zdaj pa še zalijem z jušno osnovo. Evo, takole. Dodala bom še pest približno, oziroma 3 jušne žlice nekako oreščkov. Da bo šlo tukaj. Odlično. Naj povemo, da so to ekološki indijski oreščki in da so te zadeve zelo pomembne. Sicer je samo ena beseda, ampak vendarle je bistvena. Torej, gre se za ekološko, tudi prav je, da uporabljamo in ekološke začimbe in ekološke oreščke, kajti razlika v kakovosti je bistvena in danes seveda govorimo o tem, da dobimo največ od hrane in da se čim bolj približamo temu, kar je povedal že Hipokrat, hrana naj bo naše zdravilo in naše zdravilo naj bo hrana. To je namreč Hipokratova kuhinja, kjer danes torej pripravlja eno tako krasno januarsko juhico Ines Pusovnik,
poslovnik. Tako. Svoja sredska pa je Instagram profil, na katerem ustvarjaš in imaš torej še ogromno drugih idej za zdrav življenjski slog. Res je, res je. Ustvarjam ravno ta teden je bilo točno 1 leto, odkar sem tudi začela svoj blog oziroma profil na Instagramu Svoja srečka. Tam pa delim predvsem zdrave recepte. Predvsem gledam, da so preprosti, ker sem tudi sama študentka in je tako najboljš, da v bistvu... Pa zdaj si šele študentka, počak še malo, ko pridejo otroci, pa služba, pa še milijon ostalih stvari. Pol šele hrpeniš po hitrih, preprostih, pa še vedno zdravih receptih. To pa verjamem. Evo, super, jaz ti čestitam za vse recepte, ki jih pripravljaš. Tudi tole je tako zelo preprosto in verjeli ali ne, kljub temu, da tole pripravimo v naši Hipokratovi kuhinji, nič kolikokrat se zgodi, da pridem in zvečer pripravim točno to, kar smo pripravljali že tukaj, ker se mi zdi tukaj fajn, pa da malo obnovim znanje. Super, torej zalila si z jušno osnovo. Rekli sva, da ni nujno, da bi bila to jušna osnova, da lahko enostavno pustimo tudi, damo vodo čez. Indijske oreščke si dodala. Kaj je zdaj naslednji korak? Zdaj pa treba vse skupaj še soliti. Potem na koncu, ko je pa zelenjava kuhana, približno 15-20 minut, dodam pa še 2 jušni žlici kvasnih kosmičev. Odlično. Evo, mi danes govorimo o receptih, o jedeh, o stvareh, ki vam bodo pomagali dejansko, da boste se tudi znebili tistih pregreh, kar se tiče praznikov, ki smo si jih mogoče nabrali in na takšen način ne samo kilogrami, da tudi uredimo prebavo in dobro počutje. Tole se bo zdaj malo kuhalo in potem samo še malo zmiksamo, postrežemo, mi pa ta čas pogledamo aktualne dogodke, torej, kaj se bo dogajalo v tem mesecu in prihodnjem mesecu, kaj ti počasi prihaja mesec februar, kjer bomo pa zagotovo v Hipokratovi kuhinji pripravljali kakšne sladke jedi za 2 osebi, ki bodo delovale afrodizično. No, kaj pa med drugim? Poglejmo. 17. februarja vabljeni na spletno delavnico za ženske in moške, kjer se bomo naučili, kako genialno ravnati drug z drugim. 16. februarja vabljeni na spletno predavanje oziroma delavnico Priklic zdrave partnerske zveze. Evo, dobrodošli nazaj v Hipokratovi kuhinji. Danes pripravljamo juhico, ki je že gotova. Kaj si zdaj naredila? Zdaj par minut se je pokuhala, ne? Res je, zdaj zelenjava se je skuhala, zdaj sem pa vse zmiksala s paličnim mešalnikom. Zdaj na koncu bom dodala pa še približno 1 do 2 jušni žlici kvasnih kosmičev. Kvasni kosmiči so perfektni. Res je. V bistvu to je neaktiven kvas, poln je vitaminov B kompleksa, tako da so res tudi bogati z vitamini pa vlakninami. Dejansko vir vitamina B12, ki ga sicer vegani težje dobijo, ne pa nemogoče. Res je. Krasno. Torej, poglejmo, kaj še lahko naredite, preden tole poskusimo, kaj še dejansko lahko naredite za to, da boste shujšali med spanjem. Torej, za hujšanje med spanjem si zvečer absolutno pripravite eno tako juhico, ki bo torej polna beljakovin. Torej, pravi čas je prav tako potrebno iti v posteljo in seveda, da zvečer resnično ne vnašamo v svoje telo kaj takega, kar nas bo obremenilo. Tiramin je recimo ena izmed sestavin, ki se nahaja recimo v razhudnikih, v klobasah in podobno in to absolutno ni priporočljivo zvečer. Kot smo rekli, torej juhica. Spite tudi v popolni temi in nasploh upoštevajte te nasvete, ki smo jih napisali tukaj spodaj. Povzetek tega skupaj z receptom juhice, ki jo bom tale trenutek probala, pa najdete tudi na klepet@kavi.si, če ste morda recept zamudili v tem času priprave, torej zelo enostavno. Evo, jaz pa imam že pripravljeno žlico. Evo, zdaj bomo pa še nadevali takole.
Krasno, odlično zgleda. Hvala, tole bo dovolj, da se bo hitro ohladilo. Jaz sama zelo rada potem tudi kaj okrasim, zato ker jemo z očmi in tudi vidim, da pri mojih hčerki to dobro deluje. Kaj boš dala še, kakšen peteršilček gor ali kaj podobnega? Ja, bom dodala še peteršilček, evo. Se mi zdi, da res doda barvo, pa še dodatne vitaminčke, ki jih ni nikoli zadosti. Super, poglej to, a se tole vidi? Jaz upam, da se tole vidi, ker tole izgleda res fantastično. Evo, zdaj pa sam še probamo. Wow, Ines. Tole pa dobro, mislim, da je fora v indijskih oreščkih, a ne? Indijski oreščki res dajo zelo naredijo ekstra kremno juhco, pa še dodatne maščobe, ki jih itak nikoli ni zadosti. Odlično. Bravo, Ines. Torej, sledite Ines na njenem profilu za še kakšne recepte. Sicer pa za tale recept, kot smo rekli, klepet ob kavi, pikajsi, poglejte in ustvarite tudi sami take krasne januarske kreacije za dobro počutje in za vitalnost. Tole je bila Hipokratova kuhinja.